koliko od vas pravzaprav se boji, da bi eventualno lahko dobilo digitalno demenco, glede na to, da res ure in ure preživljamo. Dvignite roko tisti, čisto ko me zanima. Ja, nihče od tukajle. No, vsaj nekaj dobrega bom ta dan lahko naredil, in sicer, da vas bom potolažil, da je zanesljivo nikoli ne boste dobili. Tako da, evo, to lepo je, če človek na dan naredi eno lepo stvar. Ampak najprej naj povem, kaj je to. Tudi izhodišče, meni se je del to zelo zanimiv, torej izziv, kar mi je nepričakovano spominčica dala. Namreč pomen stroke, zlasti torej medicine, je tudi, mi živimo tudi v veliki meri v eni taki družbi strahu. Strah nas je tega pa onega, mislim, je neka negativna energija v našem času, in se mi zdi zelo pomembna naloga stroke, torej tudi medicine, da take strahove predvsem z znanjem in z dejstvi pravzaprav razpršuje. Izraz digitalna demenca se je pojavil pred kratkim, pred relativno kratkim. Uporabil ga je en zelo sposoben nevroznanstvenik, Špicer se imenuje, ki ima krasna dela. Potem je pa napisano popularno knjigo z naslovom Digitalna demenca, v katerem je pravzaprav opisal poslabšanje kognitivnih sposobnosti ljudi, ki uporabljajo digitalne tehnologije. No, sam menim, da je ta izraz zelo neprimeren, iz večjih razlogov. Ni dvoma, da nam pravzaprav uporaba, zlasti prekomerna, digitalnih tehnologij spreminja nekatere naše kognitivne funkcije. Recimo, zelo nam spreminja to, da imamo krajše nekatere spomine. Jaz verjamem, da smo tukaj v tej sobi nekateri, ki smo se v svojem življenju znali, smo na pamet recimo 20 telefonskih številk svojih najboljših prijateljev, danes ne poznamo niti svoje, včasih greš gledati. Vidite, se pravi to, da se mi zelo, bom rekel, nekako da se zelo zanesemo na naš telefon, mi na ta način seveda osiromašujemo ta spominsko neko skladišče. Zelo je pomembna tudi sprememba na področju pozornosti. Če zelo poenostavljam, pa upam, da ni med nami kakega kritičnega psihologa, bom rekel, da imamo ljudje dve vrsti pozornosti. Ena je globalna, tista, ko recimo čez nek vikend želim prečitati recimo Ano Karenino, pa recimo razumeti zakone tistega društva, odnos do žensk v 19. stoletju v ruski družbi, zakaj se je neka žena te družbe odločila, da zapusti moža, otroka in se vrže pod nas. Skratka, če to želim razumeti, bom moral knjigo čitati zelo poglobljeno, besedo od besedo, ne vsako peto besedo takole dol. Po drugi strani pa imamo nekaj, kar je razpršena pozornost, ki je tudi zelo pomembna, takrat, ko hočemo zelo hitro, in zdravniki recimo smo dostikrat v taki poziciji, ko moramo na videz več stvari koordinirati. Zanimivo je, da nam uporaba novih tehnologij pravzaprav nam siromaši sposobnosti globoke koncentracije, ne pa toliko te površne hitre. Zdaj, zakaj to ni demenca? To ni demenca, ker demenca po neki definiciji je seveda izguba teh funkcij, ki jih jaz potem ne morem več nadomestiti, razen če ne gre za redke primere tako imenovanih reverzibilnih demenc, kjer pa mi recimo lahko vitamin B12 pomaga, ker sem dementen zaradi vitamina B12. Se pravi, a veste, možgani imajo neko čudovito sposobnost, ki jo imenujemo nevroplastičnost. Ta isti človek, ki danes ne bo več sposoben globalne pozornosti, če ga bomo mi nekaj tednov trenirali, v tem bo čudovito si to priložnost dobil. Se pravi, da prvič terminologija ni ustrezna. Nikoli ni bilo študije, ki bi dokazala, da bi človek zaradi digitalnih medijev postal dementen.
Torej, to je eno silno poenostavljanje nečesa, kar pa je resnično, in to je, da nam digitalni mediji spreminjajo posamezne kognitivne funkcije, s tem, da če smo zdravi, jih bomo lahko z nevroplastičnostjo, nevroplastičnost pa po drugi strani pomeni tudi zdrav, določen način življenja, tako telesnega, intelektualnega in tako naprej, in bomo lahko te deficite spremenili. Celo več, pravzaprav ta izraz lahko stigmatizira ljudi in jim zbuja nek nepotreben strah, in nekaj ustvarja neko negativno percepcijo pa občutek krivde pri ljudeh, recimo, ki pa morajo veliko te digitalnih tehnologij uporabljati. Mi danes dobro vemo, da je učinek uporabe tehnologije na kognitivne sposobnosti odvisno od številnih dejavnosti, predvsem so zelo pomembno, kako in koliko, kdaj in tako naprej te tehnologije uporabljamo. In jaz mislim, da namesto površnega izražanja, to pa je digitalna demenca, bi stroka morala vzpodbujati raziskovanje in pa vpliv konkretnih digitalnih tehnologij na konkretne kognitivne sposobnosti. Po drugi strani bi pa šele rekel, da bolj kot ta fantomska digitalna demenca je pa nekaj drugega za nevrologa torej res, in to je, da uporaba digitalnih tehnologij lahko spodbuja razvoj odvisnosti in pa nekritičnega sprejemanja znanj, lažnih novic, nekih alarmov. In to dvoje osebno mislim, da je veliko večja nevarnost, ki vsi lahko zapademo, medtem ko digitalno pa vam zagotavljam, da ne boste dementni. In če zaključim, ni dvoma, da nam digitalne tehnologije spreminjajo določene kognitivne funkcije. Ni dvoma, da če bomo imeli zdrave, odporne možgane, da se bomo lahko temu uprli, ko nam bo nekdo povedal, gledajte, to in to se z vami dogaja. In zato ima pa eno povezavo tudi recimo z demenco. Namreč nekdo, ki ima v sebi že zasevke demence, mi vemo, da se demenca začne 20 let pred prvimi simptomi, ki že ima možgane prepredene z hudobnimi beljakovinami, recimo amiloida ali tau, ta bo pa z nekritično uporabo časa pred zasloni, z tem dodatnim siromašenjem svojega spomina, svojih pozornosti, svoje kritičnosti, bo pa pravzaprav privabil to demenco prej. In čeprav jaz mislim, da Ljudvica še vedno uporablja digitalnih tehnologij, ni del teh 12 stvari, ki se jih da izboljšati. Jaz mislim, da zelo kmalu bodo prišli, pa ne zato, ker bi povzročali demenco, ampak zato, ker ustvarjajo pogoje za slab, nezdrav slog življenja.